Vsem gledalcem lep pozdrav. Danes smo se zbrali tukaj v studiu, da bomo spregovorili nekaj na temo COVID-19 in ukrepov, ki so povezani s tole zahrbtno boleznijo, kolikor toliko. Z nami so v studiu 4 doktorji medicine. Z moje desne prvi je Sebastian Piberl. Sem Sebastian Piberl, magister z področja hitne in intenzivne medicine, sicer pa specialist splošne medicine in specialist urgentne medicine. V zvezi z situacijo COVID bi želel predati sporočilo, da vse, kar slišimo po javnih medijih, ni edina pot, ki obstaja, da je treba stvari pogledati z različnih zornih kotov in jih presejati skozi sito vsaj zdrave kmečke pameti. Od kolegov zdravnikov pa bi pričakoval večjo odprtost za druge informacije, ki so, da se ne bi izkazalo to, kar se je izkazalo v tej situaciji, da so postali v svojih mislih zakrknjeni, ker ljudje od njih pričakujejo rezultate oziroma dejanja, ki jih pa sedaj ni, oziroma vsaj v medicini nikoli ne vemo vsega. Vemo pa oziroma poznamo pa ljudi, ki vejo več od nas, pa druge stvari, ko mi, vse na koncu za dobro oziroma najboljše za pacienta, ker pacient je tisti, kateri pride k zdravniku z željo, da se mu izboljša zdravstveno stanje oziroma življenje kot tako. In če se nima na koga zanesti, če nima komu priti, koga kaj vprašati, ljudje zabredejo zelo globoko in to me žalosti, ko vidim te stvari, kaj se dogaja zdaj pacientom, ki niso več prvi in centralni del našega delovanja, ampak se je vse začelo vrteti okrog drugih stvari. Pacienti so postali pač sredstvo, okrog katerega se pač zdravniki lahko pogovarjamo. Profesor Eldar Gadžijev. Jaz sem Eldar Gadžijev, zdravnik po poklicu, kirurg, upokojen, sicer tudi profesor na medicinski fakulteti, tudi upokojen. Glede na to, da kar se je dogajalo in je vpletalo delovanje zdravnikov, je vendarle treba reči, da so zdravniki samo ljudje. Ampak so tisti ljudje, ki jim je dano zaupanje, da skrbijo za bolne, za prizadete, za trpeče. Ta bolezen vendarle ni taka, da bi kot pri kugi bolha preskočila iz bolnega na zdravega in prenesla bolezen. Saj smo se učili tudi na fakulteti, kako se lahko zaščitimo. In prepričan sem, da bi sami znali marsikaj napraviti, da bi se lahko dovolj dobro zaščitili, ob tem pa le primerno poskrbeli za vse tiste, ki so bili odvisni od nas. Na moji levi Uroš Dobnikar. Lepo pozdravljeni, jaz sem Uroš Dobnikar, sem zdravnik, specialist travmatologije. Že več let delam v UKC Maribor, v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru. Zdaj živimo v času, ki je zelo buren. V zadnjem letu je situacija globalno spremenila globoko naše življenje in marsikaj se sedaj vidi, kar se prej ni. Naše življenja so se spremenila skozi pandemijo koronavirusa, COVID-19 in vse, kar prej ni bilo, sedaj postaja nekako samoumevno. Manjšajo se naše svoboščine, naše odločitve, naše gibanje, naše ideje, naše informacije in vsekakor stvari ne gredo v pravo smer, ki bi nas podpirale v našem življenju, ki bi podprle naše zdravje, našo svobodo, naše obilje. Vedno bolj ozaveščamo, vidimo, da živimo v sistemih, ki ne podpirajo našega življenja, ki si želijo človeka, ki je voden, ki je ubogljiv, ki je odvisen, ki ni zdrav, ki je bolan in se venomer zdravi in ki išče vedno rešitve od drugod. Zato pozivam ljudi nasplošno, da se pričnejo zavedati svoje lastnega bitja, svoje lastne moči, svoje lastne vrednosti in da začnejo na široko gledati situacijo neodvisno in se res pričeti povezovati z drugimi ljudmi in si pomagati, kajti vrednota
človek sedaj izgublja svoj pomen. Ne? Ljudje postajamo vedno bolj vodljivi, vedno bolj odvisni od sistema, od tehnologije in vsekakor grejo stvari v smeri človeka, ki mora postati vodljiv robot, namesto da bi cenili življenje samo, svobodo in zdravje. In pozivam kolege, zdravnike in zdravnice, da pričnejo v tej situaciji gledati stvari od daleč, da pričnejo stvari raziskovati z znanstveno metodo in morda odkriti zanke, ki so v tem sistemu, ki ne preprečujejo ljudem, da so zdravi, ki nam zdravnikom preprečujejo, da bi delovali po svoji lastni presoji, po svoji lastni etiki, da bi pomagali ljudem, da so zdravi in res, da bi preprečili hujše posledice, ki se dogajajo zraven vseh teh ukrepov, kot posledica vseh teh ukrepov, ki so sprejeti zaradi COVID pandemije. To je moje sporočilo. Dr. Matjaž Figelj, torej... Sem Matjaž Figelj, zdravnik, specialist internist, subspecialist paliativne medicine. Epidemija COVID je moralno-etični problem, žal neprepoznan, zato se med epidemijo dogajajo številne krivice. Ko bomo spoznali in sprejeli, da je epidemija moralno-etični problem, bomo iz epidemije odšli kot zmagovalci. In pričnimo kar takoj s prvimi vprašanji. Prvi je tukaj dr. Sebastian Piber, za njega imam vprašanje. Omenil si, da današnja znanost, raziskovanje, to, kar se trenutno dogaja, tudi v povezavi z COVID-19, nekako ni taka, kot naj bi bila zamišljena, kajti izhajala naj bi iz te otroške zvedavosti, raziskovalnega nagona, ko nas nekaj zanima in raziskujemo, in ocenil si, da to manjka. Lahko poveš nekaj na to temo, kako vidiš to zadevo? Ja, bom rekel, v času, ko sem se jaz šolal, ko sem postajal zdravnik, sem imel čas se učiti od starejših kolegov, ki so pred mano že prehodili del poti, in jaz sem študiral v Zagrebu in moram povedati, ko sem primerjal situacijo med mojimi kolegi, ki so šli pa v Ljubljano, kot tak, so nam profesori vedno govorili, so rekli, gledajte, vedno postali boste zdravniki, naložili si boste cel kup nekega znanja, znali boste teorije, ki jo boste merili v metrih. Ampak, je rekel, gledajte, tudi vedno so države, ki so bogatejše, ki imajo boljše aparate, ampak kaj vam pa mi lahko damo in to vam bomo dali, da vam pustimo odprt en del vas, vaših misli oziroma vašega prostega časa, skozi katerega boste iščite, raziskujte, ne nam vse slepo verjeti. Dajte pa primerjajte stvari, ki boste slišali v življenju. To je najlepši stavek. Ne nam slepo verjeti. Ja, in to bom rekel, to so stvari, pa sem zdaj bom rekel, recimo v srednjih letih pa to, in se tega stavka vedno spomnim, ker to je tisto, kar bom rekel, dela zdravnika velikega, ne, da nikoli ne obupa, nikoli ne reče, to je to, nikoli se ne pusti indoktrinirati. Slišali smo danes, tudi jaz sem še generacija, ki smo dali Hipokratovo za prisego, potem so začeli kolegi dajati, podpisovati Ženevsko konvencijo kot tako, ampak ta čut za sočloveka, ko imaš en problem, ko se ukvarjaš z pacientom, bom rekel, glede na to, da delam na področju urgentne medicine, kjer so stvari egzaktne, tam bom rekel, ni teh sivih con, tam se ve, kaj se mora narediti v kakem času, dočim delo v ambulanti, na primarnem nivoju je pa druga zgodba. Tam imaš pacienta, ki ga gledaš kot celoto. Pacient pride, preden on pride v bolnico, v terciarno ustanovo, kot tak, pride on k tebi, ker ga ti gledaš kot človeka, ki je prišel z enega svojega življenjskega okolja k tebi zaradi določenih težav in on mora živeti dalje. In jaz sem tudi moje paciente, bom rekel, če rečem tako, učil. Sem rekel, gledajte, ni vaše osnovno življenjsko poslanstvo, da bo zdaj vam obisk ambulante zdravnika, vašega izbranega zdravnika, postala glavna preokupacija v življenju. Vi pridite k meni, kot imeli težavo, jo bova rešila, potem se boste vi vrnili nazaj v življenje. Če tu samo bi nekaj te vprašal. Z tega vidika si rekel, da manjka vedno tudi protivtež neki teoriji, zato da vagamo, da vidimo. Kaj bi opazil pri COVID-19? Je kakšna stvar, ki bi jo ti ocenil, zvagal drugačen način kot to, kar se uradno ponuja? Ja, bom rekel, super vprašanje, ker ravno tukaj pri COVID-u se je pa zgodilo nekaj, ko so začeli mediji, ko smo začeli v medijih tudi mi dobivati informacije, ko smo začeli zasipavati, skozi so se stvari začeli ponavljati, so zdravniki začeli kar nekaj verjeti.
bom rekel, kar slepo verjeti, kar spremljati to, kaj so jim rekli. Ne? Ko da ne obstajajo, bom rekel, druge države, drugi mediji, ki so danes, vsi pravimo, da živimo v informacijski dobi. Danes pridete do informacij, o katerih si misliti ne morete, ne? Do katerih smo včasih stali ure in ure v knjižnicah, kopali po knjigah, iskali kartončke. Danes se lahko povežete s kolegi iz ostalih držav, na katere smo se do zdaj vedno sklicevali. Zdaj pa se je nekaj zgodila situacija s COVID-om, pa smo kar pozabili, ne? Ker Slovenija, kot da smo edini za tem problemom. Si imel kaj pacientov s COVID-19, si se srečal kaj s tem ali nič? Ne, nisem imel pacientov z COVID-om, v bistvu sploh kaj je COVID, ne? Tudi ne poznam nobenega, ki bi poznal koga, ki bi to imel, ne? Celo? Ja, tako je to šlo, bom rekel, ker COVID, ne, ko še vem v bistvu, kaj je ta zgodba, poznamo ljudi, ki so Nobelovi nagrajenci, ki so se celo življenje ukvarjali z virusi, raznimi bakterijami, pa so rekli, poglejte, mi ne vemo, o čem se pogovarjamo. In kdo ti je to povedal, kakšen prijatelj? Če smo zdravniki po celem svetu, prijatelji, potem je tudi, ne, bom rekel, mislim o COVID-u kot takem, ne, to se najde na spletu, ker danes, ko je bil COVID, je bilo zaprto, vse edini komunikacijski kanali so bili internet, bom rekel, razni ti drugi kanali, ne, in tam so oni, tam tudi tako smo mi danes tukaj v studiu, so tudi njih povabili, ne, in bom rekel, za mene iz tega področja, takrat, ko se je onačil ta Luc Montagnier, Nobelov nagrajenec. Luc Montagnier. Montagnier, ja. Skratka, Nobelov nagrajenec, ki so ga nagradili za zgodbo o HIV-a. Ko sem vprašal o COVID-u, če se tega bojim kot tak, ne vem kaj reči, meni je zadeva celo malo smešna, ne, ker v času, imam že kar nekaj let delovne dobe, delal sem na terenu, na urgenci, pa je bilo obdobje MERS-a, pa je bilo obdobje SARS-a, pa je bilo obdobje ptičje gripe, pa je bilo obdobje antraksa, svinjska gripa, nekakve gripe, potem je bila tu še nazadnje bila ena takih stvari, ta mišja mrzlica. Z vsemi tem sem delal, pacijenti so hodili v ambulanto, pa nikoli nisem zbolel, nikoli nisem nič. Nič. In nič nisi pazil kaj ekstra, da bi se razkužil, nosil masko ali kaj takega? Nikoli. Nikoli me noben ni vprašal na urgenci. Ne? Vi ste omenil, da je problem pri COVID-19 bil iz vašega vidika največji ta, ne to, kar naredimo, ampak tisto, kar sploh nismo naredili, kar bi mogli, kaj pa smo pustili. Kako komentirate to? Kaj smo pustili? Ja, ta misel je zdaj prišla nekaj v pravem času. Dejansko se je skazalo, ne, da v tem času, ko je bil v spredju COVID, se je žal zanemarilo vse ostale bolnike. Lahko rečem praktično vse. Res je to, da so nekatere ustanove delovale enako kot prej. Skrbno so poskrbele za to, da so vendarle uveljavile določene zaščite. To vem, recimo v kliničnem centru je to bila hematologija, potem na drugi strani je tudi onkološki inštitut se zelo potrudil, celo nove ljudi je mogel zaposliti za to, da je zadostil tistim zahtevam, ki so jih pač ukrepi narekovali, pa vendarle so delovali, delali, reševali ljudi. Po drugi strani smo pa slišali, da vendar 30% manj rakovih bolnikov, kot je bilo v lanskem istem obdobju. Kaj to pomeni? Da vendarle niso prišli do tja, do kamor bi morali priti. Torej je prišlo do neke ovire na poti. To nam je jasno, ne? Jaz sem sicer upokojen, nisem več aktiven, pa vendarle dobim precej podatkov od raznih ljudi, slišim, kaj preberem in vidim, kaj se je dogajalo. Ljudje so se bali iti, a ne potožiti svojih težav, ki so bile pa lahko tudi zaradi maligne bolezni. Zakaj so se bali? Zato, ker so bile kar naprej grožnje s tem virusom, ki pa danes vemo, vendarle ni tako nevaren, kot smo si predstavljali. Ne? Tudi ni tako kot pri kugi, ki ti bolha skoči z bolnega na zdravega in prenese bolezen. Ne? In končno, zdravniki, smo se učili, kako se zaščitiš pred tem, da bi se lahko okužil ali pa da bi drugega okužil. Pa se mi je zdelo, da to enostavno ni delovalo. Ljudje, tudi sami zdravniki so čakali neka navodila. Zakaj? Jaz sem smatral, da bi morali vendarle delati normalno, pomagati tem ljudem, jih sprejemati, ob tem se pa pač zaščitiš.
Kaj ti pomaga, kaj bo oblast rekla, kaj moraš delati, če potem delati ne moreš. Vi mislite, da od teh 135, koliko jih je trenutno bilo uradno mrtvih zaradi COVID-19, seveda brez neke obdukcije, kot vemo, je od teh nekaj pripadlo tej skupini, ki je umrla zaradi raka, recimo malignega? To bi težko rekel, ampak zaradi drugih bolezni, to so v glavnem starejši ljudje, ki imajo te degenerativne bolezni, bolezni srca in ožilja in tako naprej, ki bi verjetno, morda kasneje, tudi se poslovili. Ne? In zelo nekako me je prizadelo in smrdelo mi je to, da niso bile dovoljene obdukcije, ne? Da se je vse pripisalo tej bolezni, čeprav je morda nekaj pripomogla k temu, da so ti bolniki umrli, ampak osnova pa vsaj v večini primeri ni bila. Kaj mislite vi, koliko procentov ljudi ni prišlo do zdravnika zaradi drugih težav, ker je moglo se zadržati ali pa zostali doma ali si ni upala zaradi COVID-19? To je zelo težko odgovoriti, to se niti ne bi upal reči, ampak zdi se mi, da veliko, zagotovo tam med 20 in 30 ali še več odstotkov. Sem pa slišal, da se je dogajalo, nekateri so vendarle uspeli priti recimo do ustanov, kjer bi jih morali obravnavati, pa so bili potem tam presenečeni, ker je bilo v bistvu vse prazno, nikogar nikjer. Prazna bolnica. Ja, prazna ustanova, recimo predvsem na raznih prejšnjih nivojih, da tako rečem, do terciarnih. Pa končno tudi na terciarnih sem imel občutek, da je neka zapora informacij, tudi kolegi sami niso hteli kaj dosti povedati, kaj se dogaja. Tako da to mi je bilo zelo vse čudno. Se vam je zdelo, da vaši kolegi zdravniki so bili morda potisnjeni v situacijo, da vam ne smejo kaj povedati? Dobro, to bi bilo hudo reči, ampak včasih sem imel tudi kakšen podoben občutek. Hvala za enkrat. Gremo naprej. Dr. Uroš Dobnikar. Kaj bi lahko naredili, da si pomagamo, da nas bolezen COVID-19 toliko ne prizadane, če bi slučajno zboleli? Ja, vemo, vsi ljudje imamo imunski sistem, ne? In naše telo je narejeno tako, da v bistvu samo zna premagati različne bolezni, različne stanja, samo zaceli rane. Mi zdravniki samo pomagamo pri tem, to smo pozabili, ne? Mi pomagamo človeku, da se pozdravi sam in v sebi imamo mehanizme, celične, biokemične, elektromagnetne, ki pomagajo zdraviti, preprečiti, da zbolimo tudi pred takimi infekcijskimi boleznimi. In vsekakor, to smo pozabili zdaj v tej situaciji, ne? Da zdrav človek, če človek zdrav, težko zboli. Če ima človek močan imunski sistem, težko zboli. Kar je najbolj pomembno pa to, če človek zdrav, ima dober imunski sistem, težko prenaša recimo to kužno bolezen naprej, težko prenaša viruse na drugega. In s tem, ko človek zdrav, zaščiti sebe, zaščiti druge. Dosti bolj kot neka maska recimo. In predvsem v tej zgodbi manjka to, da spodbujate ljudi, bodite zdravi, živite zdravo, pite čisto vodo, jete zdravo hrano, gibajte se na svežem zraku. To so glavne stvari, ki vse te stroke, ki je opozarjala, kako je ta virus nevaren. Zaščititi se moramo, rabimo cepivo, da bomo premagali ta virus, kar so od začetka govorili. Niso pa ljudi spodbujali, bodite zdravi. In niso jih pomirili ljudi, da če ste zdravi, ne boste zboleli. Če ste zdravi, ne morate virusa prenašati. Ker ni znanstvenih dokazov, da bi zdrav človek prenašal tako koronavirus na drugega. In to zganja tako paniko na osnovi neznanstvenih dognanj, se mi zdi neodgovorno. In tudi zdravniki smo to zlahka sprejeli, čeprav se zavedamo, da mogoče to ni resnica, ampak smo sprejeli zato, ker so drugi tako rekli, ker stroka, naši nadrejeni so tako rekli in zdravniki smo navajeni obogati stvari, pozabili smo razmišljati svojo glavo, prevzeti odgovornost do zdravja, skrbeti za zdravje ljudi, in ne samo zdraviti, zazdravili bolane ljudi. Lahko vam povzamem to eno stvar. To pomeni, asimptomatski ljudje niso prenašalci? Saj vemo, večina ljudi, za raziskave po svetu kaže, da do 80% ljudi, ki so pozitivni na tem COVID testu, so asimptomatski, to pomeni, da nimajo nobenih simptomov. Ampak lahko prenašajo ali ne? Ja, v tem pravim, da če je človek zdrav, kako bo prenašal virus. In tukaj imamo problem spet s tem, kako mi to bolezen, ki smo jo na novo iznašli, COVID-19,
kako jo potrjujemo, ne? To se potrjuje z nekim PCR testom, ki pa totalno ni znanstveno dokazan, da povzroča to bolezen. In ta bolezen, recimo, ni nobene raziskave v znanstvenih študijah ni narejene, ker bi pozitivnim pacientom, ki so pozitivni na PCR testom, enostavno dokazali, da ima ta virus. Ga izolirali, ga očistili in ga dokazali, pogledali pod elektronskim mikroskopom in ga dokazali. Torej ti osnovni Kochovi postulati, ki govorijo o neki kužni bolezni, da obstaja, niso potrjeni za ta COVID, ne? In to je zelo smešno, če gledamo na globalno situacijo, kakšne posledice so zaradi tega nastale. Ne? In sploh, če pogledamo širšo sliko in vidimo, da ljudje ne umirajo množično za to boleznjo, da je podobna sezonski gripi, za katero jo že poznamo. In v bistvu je problem v tem, da ljudje, tudi zdravniki, ne dobivamo pravih informacij, da se premalo raziskuje in da se premalo resnice pove pri tem. In mislim, da jaz tudi javno pozivam zdravnike, zdravniške zbornico, da začnemo stvar gledati z znanstveno metodo, da začnemo raziskovati, iskati prave informacije in na osnovi teh podati tudi vodilnim politikom te informacije, na osnovi katerih se lahko potem zdravi ukrepi naredijo ukrepi, ki bodo ščitili zdravje človeka, ne pa da ga bodo omejili svobodo, zmanjšali zdravje in podpirali korporacije, ki služijo na tem. Moralno-etični problemi COVID-19. Ja, trdim, da je epidemija COVID-19 v osnovi moralno-etični problem. Zdaj, za začetek mogoče bi orisal družbo 21. stoletja, ne, ki se temeljno razlikuje od družb v preteklosti, ko so se srečevali z temi omejevalnimi ukrepi, ki so bili namenjeni za preprečitev vnosa infekcijskih bolezni oziroma kužnih bolezni v družbo. Ne. Te stare družbe, od posameznikov starih družb se je pravzaprav pričakovalo, da bojo nek restriktiven omejevalen ukrep upoštevali. Družba 21. stoletja je drugačna. Imamo pravico, da teh restriktivnih ukrepov ne spoštujemo. Zakaj je to tako? Ker namreč, ko prosimo nekoga, da gre v karanteno, v bistvu ta posameznik žrtvuje svojo svobodo, svojo socialno varnost, dohodek, morda izgubo službe, za dobro družbe, za dobro vseh. In biomedicinska etika sodobna tem ugotovitvam sledi. In zato velja etično načelo recipročnosti. Se pravi, nekdo, ki žrtvuje svojo svobodo in svojo socialno varnost, če ga prosimo, da gre v karanteno, mora družba recipročno nekaj mu ponuditi. Ne? Ponudi mu lahko nadomestilo dohodka za ta čas, ko je v karanteni, in moralno je obvezana, da mu zagotovi, da bo, ko bo prišel iz te karantene, imel službo naprej, da ga ta služba čaka. Zdaj, čim manj je restriktiven ukrep, manj moramo ponuditi v zameno ljudem. Recimo zdaj se srečujemo z nošenjem mask, a ne? Kaj bi lahko ponudili? Morda prijaznost, poštenost, iskrenost odločevalcev, ne cinizem, ne poniževanje. Kaj lahko ponudimo otrokom, ki smo od njih zahtevali, šolarjem govorim, oziroma v vrtcu, ki od njih zahtevamo, da ne smejo več biti otroki s temi ukrepi. Ki zahtevamo, da zelo verjetno zdravi otroci morajo 14 dni biti v karanteni, če sošolec zboli. A jim lahko sploh kaj ponudimo v zameno? Njihova žrtev je zelo velika. Ne? Meni se smejijo otroci. Ja, se pravi, a jih lahko zahtevamo od njih take ukrepe? Se pravi, družba je bistveno drugačna in s to družbo upravljamo zdaj v tej situaciji. No, medicina, ta epidemija je minoren medicinski problem, ne, zdravila. Nimamo podporne ukrepi, ki jih ponujamo v primeru težjega poteka bolezni, jih ponujamo tudi za vse druge bolezni, to ni noben problem v medicini, se pravi, epidemija ni medicinski problem. Kar še vemo je, da omejevalni ukrepi epidemiološki ne odpravljajo epidemije, zgolj modulirajo njen potek, da ni kar naenkrat zelo velikega števila bolnih, ampak da se to upočasni. Se pravi,
Na podlagi tega medicinskega znanja lahko rečemo samo to, da tega virusa iz družbe ne bomo opravili in da moramo z njim živeti. Kako bomo pa zdaj z njim živeli, je pa stvar odločitve. Pravzaprav imamo to dilemo, kot vse dileme, ima dve opcije, ki sta obe dve slabi. Ena možnost je, da bomo z restriktivnimi ukrepi poskušali doseči čim manjše število žrtev in bomo zato zelo slabo kakovostno živeli. Druga možnost je, da bomo te ukrepe naredili malo bolj blage, mogoče kakšne žrtev več in bo kakovost našega življenja boljša. O tem se moramo odločati. Na podlagi česa se bomo odločali? Na podlagi naših vrednot. In ko govorimo o vrednotah, smo na polju morale in etike. In kdo pravzaprav lahko to odloča? Vsi, ki se nas epidemija dotika. Tukaj imamo recimo eno družbeno skupino, učitelji, šolarji, starši šolarjev. Potem imamo drugo družbeno skupino, starostnike, njihove družine, zaposleni v domovih starejših občanov. Potem imamo gospodarstvenike, turistične delavce. Potem imamo športnike, ljubitelje športa, športne delavce. Potem imamo kulturnike. Vse te skupine morajo se srečati in povedati, kaj je za njih še sprejemljivo. In po presoji teh različnih vrednot bomo prišli do pravega rezultata. Jaz sem prepričan, da če bomo šli v maksimalno restrikcijo, bo to vodilo v ne več v moralno-etični problem, ampak v socialni problem in v socialno katastrofo. Tako da pravzaprav opcije nimamo, kot živeti čim bolj normalno življenje, morda na račun kakšne smrti več. Pa tudi to Pa tudi ta bi prišla sama od sebe. Bi prišla, ker v bistvu z restriktivnimi ukrepi samo prerasporejamo, ali se bojo vse te smrti zgodile zdaj naenkrat ali v obdobju 10-20 let naprej. Tako da to, z tega stališča je to čisti moralno-etični problem. Ma niti ne 10-20 let. Ne, govorim kot družba, ker če bomo zelo nas restriktivne ukrepe dali, bomo s temi restriktivnimi ukrepi živeli 10-20 let, preden se bomo prekužili. Če bojo manj restriktivni ukrepi, potem se bomo prekužili prej in bomo bolj zaščiteni in bomo bolj osvobojeni te bolezni. Okay, jaz bi dal glas v imenu gospodarstva, spravi obrtnikov. Si upa kdo od vas povedati vpliv na gospodarstvo? Upa kdo kaj tu morda reči? Ja, jaz bi kar lahko rekel, recimo se tle je turizem zelo blizu. Turizem, kaj smo ugotovili? Tekom poletja so to veliki dohodki in od tega država pravzaprav živi in smo ugotovili, da brez turizma ne bomo preživeli. Na koncu koncev tudi v dobrobit vseh ljudi je, da se odpočijo, da grejo na svoj dopust. In tle smo že začeli tehtati te naše vrednote. Se pravi, smo manj restriktivni ukrep naredili, omogočili, da turizem preživi, morda vnesli kakšno okužbo več iz tujine, ampak se je pa treba jasno zavedati, te okužbe niso posledica mladine, ki je bila na nočnih zabavah. Te okužbe so posledica tega, da smo se odločili, da ne bomo imeli tako restriktivnih ukrepov. Obojega ne moremo imeti in tle morajo odločevalci prevzeti svojo odgovornost in ne na ljudi valiti. Okay. Jaz imam eno teoretično vprašanje za profesorja dr. Eldarga Džijeva. Če bi bil vi predsednik, prvi minister, recimo, kaj bi vi naredili? Ja, provokativno, ampak glede na to, kar sledim, je bilo meni všeč to, kar so naredili Švedi. Gre namreč za to, da, kot smo zdaj lahko ugotovili, ta bolezen le ni tako zelo grozna, po drugi strani se pa zavedamo, da najboljša imunost je tista, ki jo dobiš potem, ko si v kontaktu z boleznijo. Torej, nobeno cepljenje ne more zagotoviti za nekaj časa take zaščite kot tisto, ko stvar preboliš. Res, da bi bilo nekaj več žrtev, rečemo temu tako, pa vendarle mislim, da tak pristop bi bil, če bi jaz imel to moč, meni najljubši. Seveda, to je zdaj hipotetično, Ja, da vidim razmišljanje. Ampak okej, vaše razmišljanje je celo cenjeno. Jaz se strinjam s profesorjem, da je to edina opcija. Dopustiti nam, da se prekužimo. To. Jaz bi najprej povedal, če skozi to naj ljudje dobijo neka navodila, kaj so stvari, ki niso, v kateri se tudi stroka, bom rekel, kar nekaj zatajila, kar slepo sledi nekim usmeritvam.
recimo imanje brisa, ne? Ker je imanje brisa kot take, pa se bom potem dotaknil tistega, kaj Uroš rekel, ti PCR testi kot to, ne? Recimo ta test v bistvu je en zelo visoko specifičen test, ki ne odkriva virusa, da to razčistimo naprej. Odkriva sekvenco virusa, ki pa je tudi v sekvenci virusa COVID, o katerem je zdaj govora. In še to, če ni mutiralo slučajno. Tako, tudi tisti strokovnjaki pravijo, ko virus trikrat mutira, je ta virus inaktiven, ne, bo nekaj ni več škodljiv. Torej, ta PCR test je previsoko specifičen, ekstremno drag, ne da nam niti približno, ali je to od COVID ali ne, ampak mi smo to enostavno rekli, to PCR test bo test, ki ga bomo mi vzeli, to in vse je COVID, ne. Druga stvar, ki jo opažam recimo pri nas, je še vedno semlje brisi iz nosa. Fiziološko je nos, je naša filtrirana naprava. In če gledate vi s to krtača, ki ima na koncu in tako, ni jemanje teh brisov tako enostavno, kot si predstavljamo, ne. Tako da ni ta zadeva kar tako z lase privlečena, da je to nevarno. Ta krta oziroma ta, bom rekel, tester ima na koncu, ta palica ima na koncu en tak železen kovino, kjer je noter vpeta krtačka. In pri nas grejo v nos. Sigurno, če greste v nos, če greste v školko z pako, boste našli neki bacil, ne. Mesto vzemanja ni pravo, ne. Kot drugo, s to krtačko iti do konca, poberete zraven že vse, kaj ste pobrali do tam, ampak kar mora biti tam, to še ne pomeni, da imate vi to v organizmu, to je prišlo v nos, v filtrirano napravo, kjer te stvari bojo. Pravilno del mesta bi imel v žrelu, če že, potem jemljimo iz žrela. Zakaj? Ker tisto, kar pride skozi filtrirani sistem, nos je velik pol glave, tisto pa je potem stvar, ki bo prišla v telo. Pa še nekaj ne smemo pozabiti, v epifaringsu imamo naslednji obrambni mehanizem, to so bezgavki, ki bojo pa naslednje to polovile in zato so tam, tot imajo otroci angine, vrta si po nosu, tlačijo v usta. Najprej angina, zakaj? Če jim dobro funkcionira imunski sistem, se bo ta sistem odzval in normalno je, da sistem odzove, nič ni narobe. Tak je to moglo biti. Pri nas, kar opažam, piramido so obrnili na glavo in nas prepričuje, da piramida tako izgleda. Ne, piramida izgleda, da ima spodaj bazo, vrh zgoraj. Nas pa zdaj tupijo, da je piramida kontra, da je spodaj špit pa zgoraj baza. Ne? To, kar se tiče teh testov, rezultati testov trajajo predolgo. Ljudi, ki so jih dali v te teste, se jih sploh noče dotakniti, noče pogledati, kako so kužni. Ne, pogledajte, vsi, ko smo omenjali, vsi kolegi, kar se tega virusa tiče, ja pa je virus nevaren pa to. Glejte, danes se ve, koliko so velikosti virusov, koliko so velikosti delcev, recimo nekega barvila, ko barva avto v lakirnici, avtomobile. Ne? Če vi pogledate človeka, ki v lakirnici barva avte, pa to je taki skafander filtri z oglikom in, ne eden, dva filtra. Nas pa hoče prepričati, to najbolj smrtonosen virus v zgodovini človeštva, pa nam da eno masko, ki se nataknemo gor. Smešno, prostite. Stroka je tu zatajila. Mi se zdravniki med sabo ne moramo zmeniti sploh okrog tega, kaj je prav odzem testa, ali visoko specifičen. Ne? In to pogrešam, to diskusijo, oziroma to je nestrokovno, to je nekvalitetna debata, to je pranje možganov ljudem. Ne? Glejte, Nemci so prišli v fazo, ko so ugotovili, Nemcev je številčno bistveno več, so ugotovili, ampak so tudi na glas povedali, da so ti testi previsoko specifični, razvijajo teste, kjer bodo našli poskušali ta balans med hitrostjo testa, med občutljivostjo, da bo lahko ljudi dali. Kar se pa tiče te imunosti kot take, nekoga izolirati zaradi teh stvari se mi pa ne zdi prav, ker nimamo znanstvenih osnov odzemati prostost vsem ostalim na račun tega pa ni okej. Jaz sem zdaj, smo pri koncu, dovolite mi samo na hitro še da zaključim. Mene je pooblastil dr. Vladimir Pirnat, da preberem na hitro to, kar je on želel in vi lahko potem tudi daste kakšno svoje mnenje, ampak na hitro, ker časa zmanjkuje. Napisal je takole, sicer pismo zdravniški zbornici, tako je napisal. Spoštovana predsednica zdravniškega društva, spoštovane kolegice in kolegi, kljub epidemije gripe in pandemiji COVID-19 do 27. avgusta v Sloveniji ni umrlo več ljudi kot v enakem obdobju lani, tako trdi on. Do 27. avgusta je po uradnih podatkih v Sloveniji zaradi COVID-19 umrlo 128 polimorbidnih bolnikov, kot smo že omenili, povprečno starih več od statistične povprečne življenjske dobe prebivalcev Slovenije, ne vem koliko je 78, mislim trenutno nekje. Pri nobenem od uradno COVID-19 umrlih vzrok smrti ni bil potrjen za obdukcijo, to, kar smo tudi prej omenili, da ni bilo. Po analizah raziskav Nobelovega nagrajenca, tle je napisal par ljudi, dr. Michael Levitt, profesor John Lonadis iz Univerze Stanford in drugih, je po ogroženosti zdravja in umrljivosti pandemija COVID-19 primerljiva z epidemijo gripe iz 2018-2019.
zdravju otrok in mladih zdravih oseb pa je bolezen COVID-19 manj nevarna kot vsakoletna gripa. Po razglasitvi pandemije in panike zaradi napačno prevelike ocene Svetovne zdravstvene organizacije glede smrtnostnih bolezni COVID-19 po navodilih NIJZ, dr. Krek, in svetovalne skupine pod vodstvom profesorice dr. Bojane Beović podredila slovensko zdravstvo potencialnim COVID bolnikom na račun zmanjšanja obravnav vseh drugih bolnikov. To, kar ste tudi vi omenili. Več raziskav napoveduje, da bo število obolelih in umrlih zaradi COVID-19 ukrepov, tako imenovani lockdown, karantena, slabša dostopnost do zdravstvenih storitev, mnogo večje od umrlih zaradi bolezni COVID-19. Panični, nesorazmerni, kontraproduktivni COVID-19 ukrepi so ves čas pandemije posledica vprašljivih priporočil Svetovne zdravstvene organizacije, medijskega potenciranja nevarnosti, vpletanja politikov, neverodostojnih statistik o COVID-19, predvsem pa odločitev nekaterih ne najbolje izbranih odločevalcev. Svetovna zdravstvena organizacija je finančno vse bolj odvisna od donacij zasebnega kapitala, povezanega z izdelovalci cepiv. Potem je tukaj še naprej, jaz mislim, da čas zmanjkuje, kar bi jaz tukaj samo še omenil do konca, je to, da je dr. Pirnat izpostavil dejstvo, da pri brisu, to kar sem prej rekel, pri PCR testu, lahko dobimo delce od SARS-CoV-2 virusa, ko smo že preboleli, pa je nekdo že postal ponovno negativen, prebolel, pa lahko dobimo te koščke proteinov, beljakovin in reagirajo na ta reagent, ker vemo, so naloženi vsi proti enem specifičnem odseku, zelo blizu ponavadi in lahko reagira pozitivni PCR test, pa v bistvu oseba več nima nič. To je še dr. Pirnat povedal. Jaz bi žal lahko bral še naprej, samo nam je časa zmanjkalo, tako da jaz se vam zahvaljujem in kasneje skupaj lahko to preberemo in če bo hotel kdo pristopiti dr. Pirnatu, da podpiše skupaj, lahko tudi to naredi. Ja bi samo to še dodal, če lahko. Vsej tej paničnem strahu pred tem groznim virusom smo enostavno pozabili primerjati to bolezen z že znanimi boleznimi. Recimo epidemija kroničnih bolezni, epidemija sladkornih bolezni, srčno-žilnih bolezni, epidemija rakavih obolenj, recimo z gripo. Te bolezni že poznamo in znamo z njimi shajati. In ali smo primerjali to epidemijo z temi stvarmi, s temi boleznimi? Koliko ljudi umre več zaradi rakavih bolezni, kot recimo zaradi tega COVID-a? Koliko bolj resna stvar je in zakaj se ne uvede ukrepi glede tega? Zakaj se ne uvede ukrepi, da bo ljudje bolj zdravi? Koliko ljudi več umre v prometnih nesrečah, recimo? A so ustavili ceste ali ne? In jaz mislim, da živimo v neki informacijski blokadi, v nekem enoumju, ki ne zna enostavno trezno, z zdravo pametjo pogledati in pomagati ljudem, da bo bolj zdravi, da bojo zaščiteni, jih pomiriti. Znamo jih strašiti, znamo dajati negativne modele, napovedi, ki pa so se zdaj izkazali, da niso resnični. In povedati to ljudem, to resnico, jih pomiriti in omogočiti čim bolj normalno življenje. Prišli smo v drugi del oddaje, debate o COVID-19 in ukrepih. Z mano so v studiu na moji desni Gregor Knafelc, zobozdravnik. Sem Gregor Knafelc, zobozdravnik. Najbolj nora ideja tega časa, ki sem jo zasledil, je, da zdrav človek z dihanjem lahko ubija. Nikoli si nisem mislil, da bom živel v časih, ko dihanje v javnosti velja za sebično dejanje in socialni prekršek. In tiste, ki je strah, so moralno nad mano, ki ne nosim maske. Živan Krevelj, se opravičujem, biolog in doktor medicine. Sem Živan Krevelj, po poklicu univerzitetni diplomiran biolog in doktor medicine. Verjamem, da je marsikoga strah v tej situaciji, dobiva stalno ene in iste informacije, kako nevaren je ta virus, kako je potrebno se držati vseh teh ukrepov, da ja ne bo kaj narobe. Moja naloga kot zdravnika, ki je prisegel Hipokratu, pa je, da vam morda odstrem drug pogled na celotno situacijo. To pa je, da v resnici, če se razgledamo, situacija ni tako resna. Seveda pa, če v vladavini strahu, kateri smo zdaj podvrženi, je pa, verjamem, vsakomu težko odpreti oči in razmišljati z lastno glavo.
Številke, ki se kažejo v medijih, so številke pozitivnih in vsak dan jih je malo več, ker je več testov narejenih. Večina od teh pa je asimptomatskih. In če smem samo citirati dr. Scotta Atlasa, novega svetovalca predsednika Trumpa za to bolezen, on je izjavil, da pozitivni testi v asimptomatskih bolnikih ne pomenijo nič. Edini način za doseganje čredne imunosti je na odprtem, brez uporabe mask in fizičnega distanciranja. Medicine. Na moji strani Srečko Šorli, fizik. Moje ime je Srečko Šorli, diplomiral sem leta 80 na geodeziji, potem sem študiral fiziko, psihologijo, astronomijo. Imam status raziskovalca 30 let, mednarodno in v Sloveniji, in ko se je začela ta korona, me je seveda pritegnila in moram povedati, da v bistvu ta epidemija, pandemija korona nima solidnih znanstvenih temeljev. Kar se tiče smrtnosti, recimo, če pogledamo v Italiji, v zimi 2015-16 je umrlo 22 000 ljudi, zaradi korona 26 000, zaradi 4 000 ljudi večje smrtnosti ne zapira 60 milijonske populacije. Kar se tiče situacije danes, tega drugega vala, praktično svetovno priznani strokovnjaki so povedali, da je namen tega testiranja zgolj, da se ustvarjajo lažni okuženi, ki to niso, in da se s tem cela stvar pelje naprej. Tako da jaz sem tudi nekaterim našim strokovnjakom povedal, da naj se zdravijo ljudje, ki imajo simptome, in naj se neha s tem testiranjem, ker v bistvu cela zadeva nima smisla. Jaz upam, da se bomo v Sloveniji temu svetovnemu projektu, bi rekel, teroriziranja ljudi izognili in da bo v naslednjih dnevih cela stvar dobila, bi rekel, eno resnično znanstveno ovrednotenje, ki pa pomeni praktično, da je ta projekt sceniran iz strani ljudi iz Amerike in v bistvu lažen. Tako da lahko mirno spimo naprej, ni treba nositi mask, nobene nevarnosti ni, vse skupaj je praktično izmišljeno. In še naprej Milan Hosta, doktor filozofije. Sem Milan Hosta, po izobrazbi profesor športne vzgoje in pa doktor filozofije. Sicer se pa že 20 let ukvarjam profesionalno, bolj ali manj samim dihanjem. Kaj bi rad pravzaprav sporočil javnosti, je, da je dihanje most med zavestnim in nezavednim in pravzaprav najbolj primarna funkcija življenja, ki jo lahko zavestno reguliramo. In s temi ukrepi vstopamo, pravzaprav udiramo v telesno in psihično integriteto na 3 načine. Eno je biokemični. Z masko spremenimo pravzaprav kemijo, ki jo potem vdihuje naše telo. Drugi je biomehanski. Z ideologijo strahu, s preštevanjem žrtev vsak dan, ki to se izkaže, da sploh niso, se telo zakrči in se stisne trebušne mišice in ne deluje trebušna prepona, ki je ključna pri dihanju. In pa za socialno, zapovedano socialno distanco, pravzaprav še na tej ravni atomiziramo družbo in jih stisnemo v kot. Zato pravim, da preden prisluhnemo vsem tem ukrepom, jih je treba strokovno preoprašati, kaj se zgodi, ker po mojem mnenju je to en grob poseg v človekovo telesno in psihično integriteto. Nadaljujemo, bi rekel, tisti del, ki je bil prvi, ki žal vi niste bili takrat prisotni zaradi stiske tukaj, tako da smo dali v 2 dela. V prvem delu smo pač naredili to, da smo zbrali prve zdravnike v Sloveniji skupaj, tako kot so zbrali to v Švici, v Združenih državah Amerike, v Nemčiji, na Nizozemskem se jih je zbralo 2000, tako da to je bil nekak prvi zametek, zdaj se pa to tu nadaljuje in ste vi v bistvu ta drugi del. Gregor Knafelc, kako vidiš ti COVID-19? Imaš kakšno priporočilo, kaj bi morda spremenili, popravili? Jaz bi rad dokaze, da to obstaja. Jaz ne verjamem v to. V celoti ne verjameš v to? Bolezen obstaja, to je ziher, več vzrokov je tudi ziher, lahko je sam eden. V redu, bi še kaj dodal z vidika zdravja? Morda kakšen pogled, kakšen ukrep pretiran? Normalno je treba dihati, normalno je treba živeti in bo vse normalno. Torej, živimo normalno? Ja, pa je televizijo treba izklopiti. Torej, televizijo izklopiti. Ja, za 14 dni ziher vsi ozdravimo.
O COVID-19, kot smo videli, je bilo precej ukrepov restriktivnih, zato je to tudi nastalo, ker so ljudje smatrali, da je bilo restrikcij precej. Smatrate vi isto, da je to bilo v redu tako, kot je, ali so pretiravali, bi kaj popustili? Moje osebno mnenje, ker le delam z bolniki, kot zdravniki zdravi homeopatsko, je, da bolnikov ni veliko. Na terenu jih ni opaziti. In vsakega bolnikov? Od COVID-a? Vsakega posameznega vprašam, poznate koga? Večinoma je odgovor, ne poznam nikogar. Lahko povem, da po 6 mesecih me je včeraj prvič poklicala ena moja stranka, ki je dejansko bila testirana pozitivno in je bila v bolnišnici na Golniku za en dan, potem so jo odpustili, ker nima pljučnice in sva šla skozi, da bi našel homeopatsko zdravilo za podporo. Lahko povem, da sem predstavnik Slovenije v okviru Evropskega odbora za homeopatijo, to je evropska organizacija, ki združuje strokovnjake z področja homeopatije in gradimo bazo bolnikov. In lahko povem, da imam to čast, da zdaj po 6 mesecih imam prvega, ki ga lahko vnesem v ta sistem. To pomeni, da bolezen nekako morda je pa ni zaznati, da bi bilo kaj to veliko. Vsekakor iz mojega gledišča ne vidim pandemije, niti epidemije. Ne. Ko ste rekli prvega bolnika COVID-19? Ja, prvega. In vem, kakšna je bila situacija po zimi, ker po zimi sem imel pa kar nekaj klicev takih, ki so resneje zboleli. Veliko je bilo otrok, ki so imeli težke težave in jim bilo treba homeopatsko pomagati. Ne. Kaj je najbolj prizadelo po vašem mnenju COVID-19? Katere ljudi? Ja, po nepotrebnem. Ja. Po mojem mnenju tiste, ki so bili pač že starejši in slabšega zdravja, bolj šibki. Sicer jaz teh v svoji praksi nisem videl. V zimskem času je bilo res dejansko otrok veliko. Pač gripe so znane potem, da ne obidejo otroke, medtem ko za COVID pa slišim, saj vidim da so otroci dokaj odporni na ta virus. Ne? Bolj funkcionalni, bolj odporni. Ne? Tako. Namreč celice z staranjem postanejo vse bolj disfunkcionalne, manj funkcionalni, otroci so bolj funkcionalni, so mladi lepi in seveda tudi bolj odporni. No? Nekako tako je to korelirano običajno. Zdaj mene samo to zanima, kakšno priporočilo mogoče, kaj bi vi spremenili, če bi lahko, kaj bi to bilo? Predvsem vrnite v demokracijo. Poglejte, odpremo katerkoli medij, vse, kar slišimo, je ena smer, kuga 21. stoletja, vsi bomo pomrli. Torej, preveč je represivno vse skupaj. Represivno in ustvarjanje strahu. To ni, po naši ustavi živimo v demokratični državi. In to, kar zdaj vidimo, to ni demokracija. Hvala, grem naprej. Srečko Šorli, fizik, lahko poveš ti nekaj na to temo? Glejte, v fiziki je tako opazovanje, meritev in rezultat. In mi moramo to tudi aplicirati praktično na to dano situacijo. Če ne bomo mi striktno upoštevali znanosti, vse nam v tej lažni pandemiji slabo piše. V bistvu, zakaj gre? Slovenski zdravniki, ki so na sceni, ki nam vsak dan govorijo stvari, ki znanstveno niso dokazane. Ki so, bi rekel, nek trend svetovni, da je pač zdaj se zgodila neka kuga, ki se ni zgodila, kot so danes zdravniki povedali. Ne. Jaz bi omenil samo eno stvar, recimo pred kratkim je bil objavljen, pred 2 meseci je bil objavljen članek, da so necepljeni otroci bolj zdravi od cepljenih. Ta članek je zelo pomembna znanstvena referenca, ki sem jo jaz poslal in zdravniški zbornici, in zdravniškemu društvu, in pediatrom Slovenije. In sem rekel, poglejte, znanost dokazuje, da je s cepivi nekaj narobe, da mi rabimo novo cepilno politiko v Sloveniji, ki bo sledila rezultatom znanosti. Se pravi, opazovanje, meritev, rezultat, niti enega odgovora. To se pravi, če mi hočemo dano situacijo s COVID-om in sploh cepilno politiko v Sloveniji konstruktivno razvijati v smislu, da zaščitimo javno zdravje, bo treba spoštovati znanost.
Jaz imam občutek, da naši zdravniki člankov znanstvenih, ki so bili objavljeni v zadnjih parih letih, ne čitajo. In bi rekel, s to neko paradigmo, da so cepiva rešila na milijone ljudi in da so cepiva varna, jaz mislim, da se moramo te paradigme posloviti in začeti spoštovati tega, kar je znanost dognala. Znanost, veste, pa ni mnenje strokovnjaka. Znanost je znanstvena referenca. In tisti, ki govorijo o COVID-19, če bi upoštevali znanstveno referenco, praktično te pandemije ne bi bilo. Okay. No, ne povemo to, da proizvajalci cepiv so edini proizvajalci na svetu bilo česa, ki so razvezani vsake odgovornosti. Samo proizvajalci cepiv, to je edini produkt na svetu. In to odgovornost prevzame država. Če pa je od države, pa ni odmena. Glejte, jaz že 2 leti apeliram na vse, bi rekel, pristojne državne organe, da mi pred uporabo cepiva moramo pregledati doma. Cepiva danes, v dani situaciji so lahko biološko orožje. Mi ne vemo, kaj v cepivih je, in cepiti ljudi in otroke z cepivi, katerih vsebine ne poznamo, po mojem osebnem mnenju, je zelo neodgovorno dejanje. Tako da tu bo enostavno treba, bi rekel, zaščititi nacionalni interes. Strokovnjaki, ki se razumejo na genetiko po svetu, so povedali, da je namen tega cepiva proti COVID-u praktično spreminjanje genetike svetovnega prebivalstva. V bistvu je ta COVID-19 zgolj izgovor, da se cepi ljudi. Ne? Torej, ti, kar tu predlagaš, potem, kar razumem, je, da bi naredili en neodvisni test za vsako cepivo, preden bi si ga sploh lahko uporabljal. Tako. O temu se govori. Okay, morda kakšen test konkretno veš, ne veš predlagati ali Jaz mislim, da na inštitutu Jožef Stefan, na Kemijskem inštitutu, mi imamo strokovnjake, ki se razumejo na stvari in da se lahko cepiva pregledajo, preden se uporabijo. Vse to je osnovna stvar. Če mi dobimo iz tujine, ne vem, jabolke, morajo biti pregledane, mislim, za cepivo, ki ga pa brizgamo v organizme ljudi, pa ne vemo, kaj je not. Mislim, to je srednji vek. Neka neodvisna varianta je bila narejena, dr. Montanari je naredil raziskavo, če je bila kontaminacija z nanodelci in notri so našli vse mogoče kovine, vključno do, in to me pretrese, ko povem, saj to je dokazano, urana, ker je noro od norega, ko pomisliš. Tako da ta kontaminacija je dokumentirana mimo grede in je javno dostopna in to je, se strinja, lahko problem in ne vem, zakaj se o tem niti ne govori. Se kar pomete pod preprogo. Jaz sem v kontaktu s temi italijanskimi znanstveniki, ki so to zadevo dognali. To je bilo povedano v italijanskem parlamentu. Jaz sem o tem obvestil vse pristojne v državi. V Italiji so odkrili, da so v cepivih strupene snovi in ta 4 cepiva so v prosti prodaji po celi Evropi, ampak zaenkrat odgovora ni bilo, kajti ta paradigma, da so cepiva varna, enostavno je glavna prepreka za varnost, bi rekel, in za razvoj javnega zdravja. Če bomo mi šli tako naprej, bomo imeli drastično povečanje bolezni v Sloveniji. Ja, saj tudi na cepivih gor na škatlicah piše, da je notri formaldehid, živo srebro in tako naprej. Imate tudi gor deklaracijo, ne? Stvari, ki To je pač neko srednjeveško preganjanje čarovnice, ta COVID-19, in če karkoli poveš, kar je argumentirano, te preslišijo. Znanstvenih dejstev v primeru COVID-19 se v Sloveniji ne upošteva zaenkrat. Upajmo, da v bodoče bo bolje. Hvala, Srečko. Moram dati še besedo Milanu. Tukaj bomo pogledali nekaj na temo vpliv na otroke, bi jaz rekel, ker pušča lahko tudi posledice, se otroci prestrašijo, in pa na splošno vpliv na našo družbo. Kaj lahko temu poveš, Milan? Ja, lep pozdrav in hvala za vabilo. Kot športni pedagog v bistvu in potem doktor filozofije dojemam pravzaprav spoznavne aparate z različnih kotov. Se pravi, imamo znanost, ki pač z določenim aparatom išče resnico in se izkuša približati, ampak pravzaprav ustvari zemljevid, kar še ni teritorij. Znanost je zgolj opis te resničnosti. Primarni spoznavni aparat je pa naše telo. In to je tista v bistvu utelešena inteligenca, ki tudi otroku pomaga, da se sploh spozna s svetom. In kako se spozna? Skozi gibanje in skozi igro. Igra je njegova pravzaprav znanstvena metoda, kjer išče, kaj res, nekje so meje in podobno naprej. In
jaz sem bil na začetku, se pravi v marcu, ko je bila ta karantena pravzaprav nekje še razumljiva, ker smo imeli manjko podatkov, ne? Mi smo še vedeli tudi pristaš tega. Dajmo stvari resno vzeti in premislimo, kako naprej. In takrat je fino, da se ustaviš, pogledaš naokrog, preveriš, kakšna je situacija in ukrepaš, ne? Ampak pol leta po tem imamo ogromno novih informacij. In ko v bistvu je dalo ministrstvo priporočilo, ne, kjer namesto recimo črt odgovornosti, ki so se jih po šolah učili, ne, z raznimi zunanjimi sodelavci, delavnicami in tako naprej, z igrivostjo, ki je bila priporočena, z solidarnostjo, za katero smo včasih dobivali pravzaprav priznanja za solidarnost v šoli. Vse, če se je reklo Titovo priznanje, ampak je bilo priznanje za solidarnost, se pravi, nagrajevalo me je tam, kjer krepim skupnost. Danes rišajo učitelji po šolah črte ubogljivosti, ne? In preprečuje se, oziroma priporoča se socialna distanca tudi na način ne posojati stvari kolegov in tako naprej. In to je zame eklatanten pedagoški kriminal. Mene je to zadelo v srce, kam pošiljam otroka, in to se je zgodilo brez soglasja nad staršev. Torej, vzgojno-izobraževalni cilji, ne, se pravi, že ime pove, v jeziku imamo, ne, izobrazba. Torej, dajmo iz tega človeka, ki šele vstopa v svet, mu dati obraz gor, izobrazimo ga. Ko mu nalepimo masko gor, ga brezobrazimo, vzamemo mu obraz, ne. Tako da v medicinskem vidiku je bilo že ogromno povedano, ampak mene tudi ta vidik v bistvu psihosocialni zanima in hkrati tudi naracija, ki prihaja z vsem tem. Torej, želijo izolirati vsakega posameznika, da ima čim manj stikov z drugim, da bi bili čim bolj segregirani, ločeni. Zakaj? Ker je to najlažje potem obvladovati. Ker potem ni mase, ampak je vsak posameznik, ki ga z lahkoto odbijaš, skupnosti pa ne moreš. In kaj bi mogli narediti, da to se zavarujemo proti temu? Enostavno, tako kot v znanosti nas vodi dvom, ki je upravičen, ne? Torej, dvom je tisto, kar nas dela skromne pred življenjem samim in pa pred izsledki, ki jih imamo, ne? Enostavno tudi v tem smislu lahko prevprašamo, ali ta naracija drži, ki nam jo sporočajo mediji, ne? In v bistvu namesto dvoma, tako kot skupnost, bi pravzaprav morali, tako kot znanost preprašuje svoje izsledke, moramo mi kot skupnost prevpraševati svojo avtoriteto, ne? In zdaj otrok bo ubogal. On pravzaprav bo ubogal avtoriteto, tako je narejen, da sploh lahko se razvije, ne? Kot odrasli ljudje imamo pa nalogo, da smo na nek način psi čuvaji tistega, ki nas čuva. In prevprašujemo z različnih strokovnih plati, ali ta, ki nas čuva, in to je izvoljena vlada, uporablja to moč in nam postavlja primerne meje, v katerih se lahko razigramo, vključno z gospodarstvom in tako naprej, ne? Ali pa to zlorablja. Zato smo tukaj, da potem skušamo z utemeljenimi podatki in stališči pravzaprav to polje razpreti in se vprašati, a želimo imeti tak svet ali kakšen drugačen. Torej, COVID-19, ki je tema pogovora, da apliciram na to, bi pomenilo, da je še bolj ljudi razdelila, tudi otroke razdelila, namesto da bi se oni skupaj igrali in raziskovali svet, da rečem tako, v skupnem timskem duhu nekako. Tako, točno to je ne samo razdelila, še dolgoročna škoda se lahko pojavlja, ne, v tem smislu, ker poglejte naracijo, kako gre. Mi sicer, ne, tudi zdravniki točno ne poznajo tega virusa, ampak otroci ga točno poznajo. To je rdeča krogla z bodečimi špicami ven. Ne? To je COVID-19 virus. Torej včasih, če nas je nadzirala rdeča zvezda, nas danes ta rdeči buzdovan. Torej je naracija totalno jasna. In jaz, kot otrok, sem ta, ki to nosi in seje po mojih babicah in dedkih. A si predstavljate to breme otroka, da ga vsak dan mediji strašijo, in danes tudi ne obvladujemo medijev, ki jih imajo otroci na telefonih, ne? Da ga strašijo, ti si tisti, ki lahko škoduješ svoji babici in dedku, umisi roke z razkožilom, kar se nam dogaja kemizacija telesa, ne? Povečuje se možnost alergij in tako naprej, in pa še ubogaj, masko daj gor. In to na hodniku, ne? Ampak take stvari počasi navajajo, da se avtoritete ne prevprašuje. Sebastian, doktor medicine, nekaj te leži na duši, jaz to vem. Povej mi, takoj, da te slišim. Vse, kar smo slišali danes, so bile resnice, stvari, na katere moramo biti pazljive, odpreti oči, kaj pa meni osebno leži na duši. Šel sem pred časom mimo 2 zdravstvenih domov, med drugim sem tudi v enem včasih delal in vidim starostnike, ljudi, otroke stati zunaj pred zaprto ustanovo.
Kdo stoji pred ustanovo? Pacienti, ljudje, ki želijo priti v ustanovo, stojijo zunaj, kot da so najbolj ekstremno kužni, zunaj stojijo na kupu, v ustanovo pa ne smejo, ustanovo zdravja. In to mi je nedopustno, da pustijo ljudi stati na soncu, otroke, na dežju, gledajte, danes je vreme spreminja na hitro, zunaj so si vsi enaki, a ko je pa prestopili črto, pa so enkrat vsi ekstremno kužni. To je to, kar mi leži na duši, da ljudje, ki upravljajo te sisteme, ki upravljajo te ustanove, da začnejo uporabljati zdravo, zdravniško pamet, ve se, kak se stvari, kak se kužne stvari širijo, da se danes vse skupaj redi, danes se da in naročati pacijente, tako smo delali včasih. Ne rabijo stati zunaj, ker meni so se ti ljudje smilili. Res je bilo, na čistem soncu stojijo zunaj, na vprašanje, kaj pa narediti, če bi začelo deževati, ja, bomo jih pa malo bolj pomaknili noter pod streho. To je čisto diletantska zgodba. V današnjem času, vsem znanju, vsem, kaj vemo, da ljudje doživljajo ene take strese, pa so to starostniki ali pa otroci isto, ne, tako je doktor povedal, to so stvari, ki stigmatizirajo, ki bodo stigmatizirali posebej otroke za naslednjih nekaj let. Se pravi, če rečem tako, na kratko, odgovornost organizatorja je do črte. Za črto ga ne briga, kaj se dogaja, je to to? Ja, lahko bi rekli z kontrasmeri, ne. Z kontrasmeri je to tako? Čeprav se ve, da, gledajte, danes so stvari, so sistemi, ki čistijo zrak, ki izločajo iz zraka vse viruse, In to bi se popravilo, kako lahko, da bi naredili razporeditev boljšo, v kateri uri je kateri pacient. To jim lahko, če ima kdo s tem težavami, lahko pridemo svetovati, ne, in potem je žalostno slišati, kako se to širi po domovih za ostarele. To so ljudje, ki so na koncu svojih življenjskih poti, to bi mogla biti radost. Bom rekel, že takim je težko so separirani zdaj stanje od družin. Ne, še stisnimo, še zaprimo, ne smejo. Kaj se bo njim zgodilo? Ja, to, ko si rekel o indoktrinaciji, ne, indoktrinaciji otrok, predvsem, ko morajo maske nositi zdaj, ne, poslušal sem nagovor ravnatelja srednješolca, ki hodi v srednjo šolo in je pozival otroke, zakaj morajo nositi maske, zato je res pomembno, da zaščitijo druge starejše, druge ljudi, da jih ne bodo slučajno okužili. In kakšna v bistvu psihološka manipulacija to z temi otroki, ki se jim to vsrka v podzavest in podzavestno potem iz nekega strahu delujejo, ne, da ja ne bi okužili koga, ne, in to začnejo res verjeti in zaradi tega to direktno vpliva na njihove življenje. Na splošno o teh ukrepih, ko zdravimo človeku odrediš, da mora nositi masko, ko zdravimo človeku odrediš, da mora iti v karanteno, to so stvari, ki se nikoli prej niso dogajale. Niso medicinsko, znanstveno potrjene in jaz vidim to kot nek globalni eksperiment s človeštvom. Ja, mnogi vidijo to tako, ne? Ki išče meje, dokot bodo človeka lahko zasužnjili, zmanipulirali, dokot bodo ljudje ubogali te represivne ukrepe, ki ne služijo življenju, ki nam ne služijo ljudem. Ne vemo pa, komu služijo, mogoče se bo to izkazalo, ampak sem prepričan, da je to vse skupaj, kar se dogaja, veliko zdravilo za nas, človeštvo. Kajti vse, kar se dogaja, je posledica nečesa, kar je bilo prej, v kar smo verjeli, kaj smo delali, kaj smo ustvarjali, kaj smo mislili, kaj smo čutili. In to, kar je zdaj, je posledica tega. In če človeštvo se tega vsega ne bo zdravilo, potem se bo to nadaljevalo. Če pa bomo to spoznali in vzeli to kot priložnost, bomo pa iz tega naredili nekaj dobrega. Bomo ustvarili pogoje, da bomo lahko svobodno zaživeli in da bomo zdravi. Ok, doktor Uroš Dobnikar in Sebastijan Pribelj, oba zdravnika, vi dva, kako gledata na masko v, ne vem, nakupovalnem centru? Če si zdrav, maske ne potrebuješ. Maske nosimo zdravniki takrat, ko delamo s kužnim pacientom, ko smo pri operacijah, da ne bi vnesli bakterij v operativno rano. Absolutno maske niso namenjene, da jih nosi splošna populacija, ki je zdrava, da bi se zaščitili pred virusom, ki danes vemo, ni zelo nevaren, je primerljiv z drugimi virusi, ki jih že poznamo in s katerimi smo shajali brez mask. Zato mislim, da je totalno nepotrebno. Jaz bi rekel, maska ne. To je absolutna represija. Namreč, kdo nosi masko? Če smo zdaj iz tega vsega, kar slišimo vsakodnevno, masko naj nosi bolan. Če nekdo bolan, nima delati kaj zunaj. Če je tak fejs bolan, ostane, gre v bolnico, pa postane doma. Torej, ljudje, ki smo zunaj, smo zdravi. Zakaj bi mi zdravi nosili maske?
čista represija. Pa še ena velika stvar je pri takem splošnem eksperimentu z maskami. Ne, bi absolutno morali medicinska stroka bi morala narediti predhodne znanstvene študije, ki bi pokazali, da je tak eksperiment varen za ljudi. Torej pomeni, da človek, ki nosi 8 ur ali pa še več masko na ustih čez nos, ali mu bo to škodilo? Ali kakšne bo vnos kisika, koliko se bo povečal CO2 v krvi, koliko bo na kislinsko bazno ravnotežje to delovalo, koliko se bo stresni hormoni povečali v telesu dolgoročno in kratkoročno. Kaj to pomeni za imunski sistem? Sigurno nič dobrega, ne? Ampak tega ne vemo, znanstveno tega ne vemo, ker nismo naredili varnostne študije, tako kot je Srečko prej poudaril. Varnostne študije za cepiva ne poznamo. Tako za tako pomembno stvar absolutno bi morali naše organizacije zdravstvene, tisti, ki imajo avtoriteto, ki odločajo o zdravju ljudi, bi morali absolutno narediti preventivne študije. Samo nekaj rekel, zdaj smo se sfokusirali na človeka kot na fizis. Večji problemi smo začeli v strani psihe, iz tega drugega dela, v katerem bom jaz vesel, da bom slišal to drugi del, ker to je stvar, ki nas bo zakodirala, ki se bomo začeli sami na fizičnem nivoju uničevati. Koliko imamo mi povečanih samomorov na račun COVID-19? Kdo ve tu? V Ameriki je za 6-krat. Statistično signifikantno. 600% v Ameriki. Pri nas pa teh informacij izgleda, da ni toliko. Ja, ne vem, jaz nimam, zato sem vprašal, če morda ste vi videli povečano, recimo v bolnici, družinsko nasilje. Jaz delam na travmatološkem oddelku in tudi na urgenci in ko je bila ta največja COVID epidemija, je bilo ogromno ljudi, ki so prišli vinjeni s poškodbami. Dosti več kot prej alkohol, poškodbe glave, tega je bilo zelo, zelo veliko. Družinske nasilje ne vem točno. Torej alkohol je ogromno. O družinskem nasilju se molči. Če smem dodati, saj so v bistvu strokovnjaki za duševno zdravje otrok in mladine dali svoje poročilo in svoja priporočila. Ne bomo previdni pri teh ukrepih, ker včasih pravzaprav je lahko šola tudi dobro zatočišče. Nasilje doma, novi odnosi so doma, če so vsi skupaj in tako naprej, tako da se je tudi izkazalo, da je povišano. Tako da tem strokovnjakom bi tudi morali dati več besede. Torej, ta virus ni samo medicinski problem, ampak je družbeni problem. In šele znotraj tega ga lahko vrednotimo in na to potem pripišemo ukrepe, ki so smiselni in primerni temu, kar vidimo. In če recimo mi ne vidimo, da je to virus, ki pobija ljudi po ulicah in tako naprej, potem jaz kognitivno to masko čisto drugače vzamem, torej zavest o maski je čisto drugačna, kot če bi videl, da padajo ljudje dol, da so vsi bolni in tako naprej, okoli mene kašljajo, trpijo, komaj dihajo, takrat z veseljem dam masko gor, če pa tega ne vidim, se pa prevprašam, čigavo realnost živimo. Zdaj predpostavimo, tako kot sem zdaj slišal, vsi ukrepi so pretiravani, tako kot slišimo od vseh. Zakaj so pretiravani ti ukrepi? Če pogledamo mi statistike v Evropi, se zdravstveno stanje populacije 30 let slabša. Mi že 30 let smo zmeraj bolj bolani. V bistvu gre za to, da s tem COVID-om praktično projekt COVID je, da praktično zdravih ljudi več ne bo. Cel fokus družbe je na tem premagovati bolezni praktično, ki je ni. Jaz sem star 62 let, pojedel sem v življenju 5 tablet in 40 let nisem rabil zdravniške pomoči. To pomeni, moja vizija je, dajmo se fokusirati na zdravje. Mi s tem neizmernim fokusom na premagovanje bolezni smo dosegli to, da je bolezni zmeraj več. To je v fiziki osnovni zakon akcije, interakcije. F od A do B je minus F od B do A. In mi, če ne bomo začeli krepiti zdravja, če ne bomo priznali si znanstveno, da je zdravje inherentna lastnost človeka, mi bomo zmeraj bolj bolani. In plan Big Pharma je, v roku 10 let zdravega človeka več ni. Kje ste še videli, da bi otroci mogli imati tablete za duševne, mislim, zaradi, razrvanosti? Zakaj bi Big Pharma želela, da so vsi bolani? Zaradi keša, ker zaslužijo več. Gre samo, to je celi projekt COVID je poslovni projekt Big Pharma, zrušiti svetovno ekonomijo,
dati posojila, potem bomo pa mi dirigirali vaše obnašanje. Radi bi z nas naredili pol ljudi. V tem je cela zgodba. Jaz imam izkušnjo, ko sem bil še kot podjetnik v Sofiji na eni mednarodni konferenci start-upov, ko je prišel strokovnjak za visoko tehnologijo, ne, in digitalizacijo vsega možnega, ne, Internet of Things, in v tem Internet of Things, ne, internet stvari, ki ga tudi Evropa mimogrede dobro financira, pametna mesta, pametni ljudje, ne, šele takrat, ko bomo priklopljeni. In jaz sem se zgrozil, ker je pred polno dvorano tudi ogromno mladih ljudi pravzaprav postavil sliko, kako si oni predstavljajo razvoj človeštva. Ne. Se pravi, bolj kot bomo priklopljeni in bolj bomo sebe poznali in lažje bomo postali humani. Ne. Ampak ta humanost bo pol v rokah nekoga drugega. Torej, že a priori nam pove, vi ste barbari, dajte se priklopiti, ker šele potem boste postali človek in ljudje za velikim Č. Ne. Priklopiti kam? Tako. Priklopiti kam? No, to je ključno vprašanje. Priklopiti kam? Ne. Na globalni internet. Tesla je govoril o akaši oziroma o etru. Mi se kopamo pravzaprav v zavesti. Mi smo že priklopljeni. Zakaj bi se mogli ponovno priklopiti na nekaj? Ne? In to ni nič drugače pravzaprav, kot govori religija. Religare. Ponovno se vklopiti, priklopiti, ponovno izvoliti. In to nam danes ponujajo preko novega Boga, nam ponujajo preko tehnologije in ta posthumana realnost bo pravzaprav hibridna. Zdaj je zelo lepo tle v studiu. Ne? Zakaj? Ker na desni imam 2 doktorja medicine, na levi imam ena 2 malo bolj ezoteričen pogled. Tako da to je prava organizacija in zdaj bom vrgel žogico iz tle njim 2. Zakaj bi Big Pharma hotela to? Se strinjate s tem pogledom, da hoče zaslužiti toliko? Imate vi kakšen tak občutek, da je to lahko v ozadju, kar je rekel Srečko? Jaz veliko zaslužka imajo dovolj. Tu gre za, po moje, še za eno večjo igro, ki je bolj spet na psihološki bazi. Ne? Ko imaš denarja, ko imaš vsega, hoče ne veš, kaj bi, vzameš tisto, kar imaš, pa se začneš igrati s tistimi, ki so pod tabo. In jih začneš z njimi enostavno šahirati. Ne? Torej, se igrajo šah z navadnimi ljudmi na šahovnici. Tako. Midva, ki smo recimo zdaj del tega velikega kroga, šahiramo z ljudmi, pa gremo, kdo bo zmagal, kako razvijamo strategije, kolateralna škoda je tukaj od spodaj. Se igrajo z ljudmi. Tako. Meni to tako zgleda. Ne bi pa nekaj druga vel, ko je Srečko, pa ko sta povedala. Ne? V bistvu vsa ta zgodba, ta teorija, ta doktrina šoka, kot taka, kaj dela, ne? Na, bom rekel, na fizičnem nivoju, ne? Ko ti človeka spraviš v eno stanje šoka, ne mu zavreš, bom rekel, vsaka celica vibrira z določeno frekvenco, ima določen membranski potencial. Ko ti ustvariš negativno okolje, se začne ta membranski potencial na celicah zniževati. Ve se, kje je potencial, ko začne celica spreminjati iz zdrave v bolano, potem v rakasto. To so stvari, ki jih vemo, ki jih poznamo. Ne? In tudi začela se razvijati, bom rekel, tako, ko je povedal, ne, doktor, je rekel, vsi smo vpeti v informacijsko mrežo. Ja, zdaj bomo povedal še nekaj druga. Danes obstaja tehnologija, s katerimi delamo, kjer mi več pacienta ne rabimo videti. Vsak človek ima v tem informacijskem polju svoj IP. S tehnologijo se je priklopil na ta IP in o človeku zvem vse. Zvem več, ko si je človek pripravljen priznati, pa jaz niti ne rabim vprašati. Tu pa smo zdaj na stanju morale in etike. Kaj bomo, kaj ne bomo. Oroš, ti si hotel še kaj dodati, sem imel občutek. Glede Big Pharma si vprašal. Ja, jaz mislim, da niti ni pomembno, kaj kdo hoče, kaj ne. Jaz mislim, da dokler človek ni povezan sam s seboj, dokler človek ni zdrav, dokler je odvisen, dokler predaja svojo moč korporacijam, tako dolgo bojo te korporacije lahko manipulirali z nami. Ne? Ko bo človek povezan sam s seboj, ko bo čutil to življenje, to moč v sebi, ko bo začutil moč samozdravljenja, to obilje, ki ga imamo, ki ga ima vsak človek sebi. Ne? Ko bomo to začeli živeti, ko se bomo začeli povezovati, delati v skupno dobro, potem enostavno te velike korporacije, ki kao nam želijo škoditi, bo izpuhtele same od sebe. Jaz mislim, da mi hranimo te korporacije. Ne? In to, da je tak, da je slabo, dobro, da je prav, ne prav, to smo si ljudje sami ustvarili, to ustvari naš ki želi skozi med ja, ne, dobro, slabo, prav, ne prav, ampak mislim, da to ni življenje, da življenje je dosti nekje druge, in da lahko čist mirno brez vsega tega živimo. Kaj lahko rečemo, da naše neznanje oni izkoristijo?
Seveda, naše neznanje. V bistvu gre za informacije. Mi danes ne dobivamo skozi medije pravih informacij. To se že videlo sploh v tem času, ko je ta COVID pandemija, je nastala velika cenzura, ko smo spremljali te tuje medije, ko so ljudje, strokovnjaki, ki dajo svojo neodvisno informacijo, ki proti splošnemu prepričanju, je takoj cenzurirano. In to se, mislim, da v zadnjem letu še eksponentno povečalo. Ne? Imate vsi občutek, da so mediji cenzurirani? Danes se je pojavil, zdaj mi je šlo skozi glavo en predam besedo, ki me zanima, kaj bo ta kolega druge stvari komentirala. Skratka, danes je tako, če ne gledaš televizijo, si neinformiran. Ne? Če pa gledaš televizijo, bereš medije, si pa dezinformiran. In jaz popolnoma razumem ljudi, da so zbegani v celi tej zgodbi, ker še vsi ostali, ki jih poskušamo nekako dvigniti na to površino, se nam včasih zgodi, da se mi sami sprašujemo, čakaj, pa kak je zdaj tukaj. Ne? Skratka, neinformiran, dezinformiran, kaj se dogaja. Ne? In tukaj, ta Gregor, se pa moraš obrniti sam v sebi in dobiš vse odgovor. Ali nisi informiran, ali pa si dezinformiran. Ja, to, kar si rekel prej, ti praktično, da se par ljudi, ki svoje premoženje štejejo v triljonih, ne, igra z nami. Dejstvo je to, ne, ampak oni so te zadeve zelo dobro naštudirali. Oni obvladajo medije, obvladajo bančni sistem in obvladajo zdravstvo. Oni so preko treh teh komponent naredili to, kar so naredili. Naredili so praktično, bi rekel, uničili svetovno ekonomijo in zdaj praktično terorizirajo celi svet. Ker oni imajo fondacijo za depopulacijo, da je nas preveč in oni so pač rekli, 1 milijarda bi bila zadosti in zdaj pač seveda, ker vojne ne morejo narediti, da bo 6 milijard pobil, je treba pač po drugih poteh. To je zdaj, kar počnejo. V redu. Jaz bom, še ena, beseda. Samo eno stvar bi še dodal, da ne pozabimo v bistvu dejanskega učinka mask na realnost posameznika. Ne? Jaz se že 20 let z dihanjem ukvarjam tako v praksi. Podpiram ljudi, da pravilno dihajo, krepčilno in zdravilno. Maska dejansko ovira dih, kar je prva stvar. Ne? In povišan CO2 v pljučih in v krvi pravzaprav je prvi detektor, ki sproži dihalni refleks. Ne? In če se CO2 poviša in pod masko se, ne samo zaradi maske kot take, ampak ker je dihanje zmanjšano. In na subjektivni ravni lahko človeku, ki sicer je z ravnijo CO2 dovolj nizko, se to poviša, njega začne dušiti, tako kot duši športnika, ki se potopi in ostane pod vodo 2 minuti. Torej, njegova realnost jo je treba spoštovati. In tukaj meni manjka pravzaprav tisto osnovna empatija teh, ki so pisali ta pravila in odloke in še pišejo kazni, da ne spoštujejo moje osebne telesne integritete. Oziroma, jaz, ker znam tako dihati, ni problem, ampak kup otrok, prvič, srce jim hitreje bije kot nam odrasli, razigrani so. Potreba po gibanju je tam še bolj izražena. Ne? In pa dihajo tudi hitreje. In ko daš takmo masko na obraz, ga začne dušiti. Kup starostnikov, ki imajo načeloma nižji CO2, tisti, ki ne živijo več dovolj zdravo, kar pomeni tudi manjšo oksigenacijo v tkivih. Ne? Takoj, ko da masko gor, ga ustavi. Ker če se on zadiha pod masko, začne dihati skozi usta in da samo še stvari postavimo na svoje mesto. Nos. Nos je filter, smo že videli, sfiltrira. Nos je klimatska naprava, ne, torej se greje, navlaži in tako naprej. Nos je plinska celica za viruse in bakterije. Nos ima v turbinah centrifugalno silo, kjer tako kot voda v pralnem stroju, ki jo vrže centrifugalna sila ven, tako nos opere zrak in meče viruse in bakterije ob sluznico, ob steno, da se tam primejo in jih pol odplakne. Turbulenca, tako, da zadihaš skozi nočne školjke in tako. Zame je to pot, dajmo naučiti ljudi primerno in zdravo živeti. To je naloga NIJZ-ja. Ne pa, da strašimo ljudje in se zakrčijo in zmrznejo. In to je na ravni podaljšane hrbtenjače in se zatečejo k avtoriteti, ta avtoriteta in pa nič pravzaprav resnega ne ponudi v zameno. Če imaš informacije, kako dolgo bo to trajalo nošenje mask, bom rekel, vloži v delnice tistih, ki proizvajajo kalcij. Namreč ta zgodba bo na dolgi rok povzročila porast osteoporoze pri ljudeh. Ker telo, tako rekel, z dihanjem mi sicer kompenziramo, izmenjujemo ogljikov dioksid. Če tega ni, si bo telo, da ostane kri v pH mejah, kar mora in tudi ostane. Vse je to res, mora od nekod dobiti iz telesa. V telesu edino, kaj ostane, so kosti. Skratka, kupite delnice za proizvajalce kalcija. Na kolektivni ravni. Bova skupaj investirala. Na kolektivni ravni, ne? Tako kot na osebni hiperventilacija prevede do tega, da imajo tkiva manj kisika, tako na kolektivni ravni. Ta naša družba pohlepa, material
materialnih dobrin se kaže kot hiperventilacija kolektivna. Torej, vsi smo vedeli, da se moramo ustaviti, ker tako ne gre več naprej. Ne? In v tem smislu bi jaz pozval k neki novemu družbenemu premisleku, kako pa lahko gremo trajnostno naprej. Ampak prav to, v nas je zdravilo. Ljudje smo navajeni, da čakamo na nekoga, ki bo prinesel neke spremembe, na nekoga, ki bo nekaj rešil. Ampak premalo se zavedamo, da smo mi tisti, ki smo odgovorni za svoje zdravje, da smo mi tisti, ki se lahko povežemo in delamo skupno dobro, in to je bistveno. Mi lahko rešimo vse te zadeve in se v teh stvareh čez par let ne bomo rabili več pogovarjati. In to je, mislim, da je poanta. Lahko končamo? Samo še eno, zdaj se spomnim. Ljudje poslali so jih v karanteno. Noben nikoli nobenemu ni rekel, kaj naj dela v karanteni. Vi dobite dekret 14 dni domov, bodite v karanteni in to je ostalo to. Kaj boš ti delal v karanteni? Tu, če zboliš, noben nikjer nisem zaslil, niti v svetovnih medijih, da bi ljudem vedeli, kaj naj dela, ko so doma. Gibajte se, ostanite aktivni, svež zrak, sonce, voda, vitamini, zdrava hrana. Dotikajte se, radi sem. S tem lepim nasvetom bi jaz zdaj želel zaključiti. Srečko, imaš 5 sekund. Go. Glejte, ta karantena je čista neumnost. Ko je bila španska gripa, niso imeli karantene. Ta karantena je namen, da se ljudi psihično maltretira. To je cela zgodba v tem. Z medicinskega vidika ta karantena ni koristila nobeno. Tako kot si rekel prej, tisti, ki so zboleli, naj bojo doma, ostalo življenje pa gre naprej. V bistvu vsa stvar nima smisla, ne, okoli tega covida. Tako kot je danes. Najlepša hvala, da ste prišli in hvala vam, gledalcem, da ste ostali z nami do konca. Se vidimo. Hvala za odgovor.